Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. S to oddajo vas želimo opozoriti na zelo aktualno problematiko, pa seveda tudi predstaviti nekatere rešitve. Govorili bomo o spodbujanju enakopravnosti in preprečevanju diskriminacije invalidov. In zato sta z mano v studiu dva gosta. Lep pozdrav. Gospa Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In gospod Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Torej, morda najprej za začetek, kako je z zaposlenostjo oziroma zaposlitvijo invalidov v Sloveniji? Kakšno je stanje, kaj kažejo podatki? Poglejte, tudi invalidi na trgu dela delijo usodo vseh državljanov in državljank v Sloveniji. V zadnjih parih letih smo soočeni z veliko brezposelnostjo, z izgubo služb. Podjetja se znašajo v težkih položajih, grejo v stečaj, pa vendarle moramo biti na tem področju v enem delu zadovoljni, kajti povprečno se ni zmanjšalo število zaposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi delavci, ki se giblje tle med 3,8 in 4%. Nenazadnje je na to vplivalo serija ukrepov, sistemskih ukrepov, ki jih ima država na tem področju, bodisi da so to različne spodbude za delodajalce, ki zaposlujejo invalide, bodisi da so to tudi neke storitve za same invalide. Imamo tudi dovolj dobro urejen kvotni sistem, kar pomeni, da seveda je bil nek družbeni dogovor, da vsako podjetje, ki ima najmanj 20 zaposlenih, mora zaposlovati tudi invalide. Tako da tu ugotavljamo, da je ta kvotni sistem povzročil, da je seveda število zaposlenih invalidov ostalo isto. Nenazadnje se pa v zadnjih 2 letih po podatkih Zavoda za zaposlovanje celo povečuje zaposlenost invalidov, to se pravi, ki prehajajo iz Zavoda za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve v različna podjetja, bodisi na odprtem trgu, bodisi v invalidska podjetja ali zaposlitvene centre. Tu, bom rekla, je serija tudi nekih spodbud za same delodajalce, bodisi subvencija plače, bodisi prilagoditev delovnega mesta, kajti namreč ugotavljamo, da v podjetju pravzaprav invalidi lahko upravljajo ob primernem delu, ob primerni prilagoditvi 100% svoje delo, tako kot ostali delavci. Kadar gre pa za primanjkljaj pri samem invalidu, da ne more upravljati 100% svojega dela, pa seveda tu vskoči na pomoč država, subvencija, ki ta del, manjkajoči del, nadomesti. Nam je v veselje, ker se nam vendarle te podatki kažejo, da se zaposlovanje invalidov povečuje, sicer počasi, mi bi si želeli bolj. Je še kar veliko število invalidov, ki iščejo zaposlitev, pa vendarle so tu delodajalci nekako ponudili roko tudi v tem smislu, verjamemo, da tudi ni samo spodbude, ampak nek vrednostni sistem, ki ga imamo v državi, ker namreč, bom rekla, zaposlovanje invalidov v nekem delovnem okolju lahko tudi bogati delovno okolje, kar se je nenazadnje izkazalo tudi, gospod Destovnik bo več povedal, mi smo imeli pred kratkim podelitev nagrad delodajalcem, ki zaposlujejo največje število invalidov, ki so to tudi pravzaprav v neki diskusiji izpostavili, ne? Da zato nimajo nič primanjkljaja v podjetju, ampak kvečemo nek pozitiven pristop in seveda bogatenje. No, preden predstavimo, oziroma osnovni namen oddaje je, da predstavimo projekt Zmoremo, kaj ne? Ampak preden nadaljujeva s tem projektom, morda, gospod Destovnik, vendarle poveste, kaj je to, malo na kratko predstavite, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije pomeni skupino izvajalcev, ki upravljamo javno službo na področju zaposlitvene rehabilitacije, ki je opredeljena v posebnem zakonu, specifičnem zakonu za področje zaposlovanja invalidov. Sami izvajalci opravljamo pravzaprav več storitev, ki so zakonsko opredeljene. Primarna pa je priprava posameznika, če je del časa recimo na Zavodu za zaposlovanje, priprava za pridobitev statusa, nadaljevanje tega pa je seveda priprava na zaposlitev na odprtem trgu dela ali pa v podpornih in drugih zaposlitvah. No, in kakšen je osnovni namen, cilj projekta Zmoremo?
Poglejte, projekt Zmoremo je pravzaprav en projekt, ki je financiran iz Evropske unije. Ko smo razmišljali, kje lahko izboljšamo stvari, ker namreč nikoli niso tako dobre, da ne bi jih mogli še izboljšati, smo ugotovili, da pravzaprav slovenska družba je premalo osveščena o tej problematiki, da delodajalci so izrazili željo, da premalo vedo pravzaprav o samem zaposlovanju invalidov, kakšne imajo možnosti olajšav, kako pristopiti za delo z invalidom. Tako da smo si zamislili en sklop nekih aktivnosti, ki smo jih šli skupaj izvajati z različnimi partnerji. Ko bom rekla, Ministrstvo za delo je prevzelo nase en del, izdali bomo vodnik po pravicah invalidov, ki bo namenjen, to se pravi skozi vso zakonodajo, pravice, ki bo namenjen tako samim invalidom, kot tudi vsej ostali strokovni javnosti, ki potrebuje znanja in informacije z tega področja. Vodnik bo izdan tako v tiskani obliki, kakor v lažje berljivi tehniki, prilagojen za slepe in gluhe. Drugo smo ugotavljali, da seveda delodajalci tu premalo vedo, kot sem že povedala, zato smo skupaj z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Republiki Sloveniji si zamislili serijo delavnic, kjer naj bi se delodajalci jim podali neka dodatna znanja. Verjamem, da bo gospod kaj več o tem povedal. Tretjo, kar je v našem okolju zelo problematično, je seveda dostopnost za invalide. Mi včasih ne vidimo, kaj pomeni ena stopnica, ena ovira, seveda za invalida pa to pomeni lahko končna prepreka. Tu smo šli skupaj s partnerjem Urbanističnim inštitutom, ki ima izkušnje na tem področju in dela analizo večjih slovenskih mest, bodisi da so bolj turistična, zgodovinska, karkoli, in bo to tudi v eni preglednici na internetu, kjer se bo upozoril pravzaprav, kaj je lahko možnost izboljšanja in podobno. Tretje je pa, smo šli skupaj z študenti invalidi v neko praktično izvedbo delavnic z nazivom Izkušnja spreminja. Zamislili smo si, da se bi te delavnice izvajale po različnih ministrstvih, občinah, lokalnih skupnosti, tam, kjer so odločevalci. Gre za praktičen primer tega, da lahko sami udeleženci preizkusijo, kaj pomeni biti slep, kaj pomeni gibalno oviran, se s tem srečajo tudi s tehničnimi pripomočki, kako lahko s tehničnimi pripomočki pravzaprav invalidu olajšamo ta dostop do vsakodnevnega življenja. In moram reči, da so te delavnice in vse ostale izredno dobro sprejete, pozitivni odzivi in verjamem, da bomo jih lahko tudi še nadaljevali. So to vsi partnerji v projektu, ki ste jih zdajle sproti našteli? Tako, to smo štirje partnerji, enakovredni, Ministrstvo za delo, Združenje izvajalcev, študentje invalidi in pa Urbanistični inštitut. In financira se samo z evropskimi sredstvi? Samo z evropskimi sredstvi. Delno evropska sredstva so 80% iz Evrope, 20% iz Slovenije. Slovenija je zagotovila 20% udeležbo, 80% je pa strani Evrope. Kdaj se pravzaprav ta projekt začel? Kako dolgo bo trajal? Ta projekt je enoletni, končal se bo 15.12. decembra letošnjega leta, torej traja že skoraj da eno leto. Zdaj smo v zaključni fazi, na koncu bo organizirana tudi večja konferenca. Verjamem pa, da bomo poskušali še kakšne projekte na podobno temo, predvsem na tistih področjih, kjer so sive lise ali pa manjko, da ga bomo v to smer še nekako nadaljevali. Pa je to v Sloveniji edini projekt oziroma ali so podobni projekti drugje po državah članicah Unije? Poglejte, to so podobni projekti, bom rekla, mogoče ne točno tak, ampak vedno je naslov je preprečevanje diskriminacije. Torej, vsaka država si nekako zamisli na katerih področjih. Ampak mislim, da je področje diskriminacije kar podobno po vsebini po vseh državah. Tako da mogoče samo z različnimi pristopi v eni državi ali pa drugi. Ni pa na ta projekt zdaj prišlo, na ta razpis, samo taki projekti, tudi na drugih področjih. Sicer pa oblik diskriminacije je veliko, že to, če je stopnica, kot ste sami omenili. Zakaj ste se torej odločili za organiziranje seminarjev za strokovne delavce pri delodajalcih? Vi rečete temu na odprtem trgu dela. Ja, razlogov je bilo več, v glavnem sta pa dva. Sami delodajalci so namreč ugotavljali, da imajo strokovni delavci premalo znanja o tem, kaj vse je potrebno postoriti pri recimo dobro izpeljani zaposlitvi invalida v posamezno podjetje. Drug razlog pa je bil
preprost, da seveda strokovni delavci, ki se ukvarjajo s človeškimi viri, tudi premalo vedo sicer o tem, kdo sestavlja to podporno okolje, kjer lahko seveda dobijo dodatno pomoč, strokovno pomoč, ko se recimo seveda odločijo, da bodo zaposlili invalida. To sta bila glavna dva razloga in moram reči, da jih v praksi, ko izvajamo delavnice oziroma seminarje, se tudi to potrjuje. Ti seminari se imenujejo sprejemanje različnosti. Ja. Kakšna je vsebina? Recimo, greste po zakonodaji, kako po strokovnih? Zdaj, glede na to, da so to enodnevni seminarji, smo skušali v parih pedagoških urah nekako zaokrožiti vsebine, ki naj bi seveda povedale tisto, kar posamezen strokovni delavec, ko se sooča s tem vprašanjem, vendarle mora na njih dobiti odgovore. Na eni strani imamo seveda splošen sistem, predstavimo, kako izgleda sistem družbene skrbi za invalide v Sloveniji, kakšna je zakonodaja na seveda dovolj specifičnem področju, kakšne so spodbude, zaradi tega, ker spodbude so tiste, ki naj bi manko nadomeščale. Potem seveda govorimo tudi o različnih vrstah invalidov in seveda o polnomočenju. Tu seveda mislimo na to, da pri različnih vrstah invalidov so seveda tudi različne storitve potrebne. Posebej govorimo tudi o prilagoditvah delovnih mest in govorimo tudi o standardih oziroma načelih pri podpornem zaposlovanju na odprtem trgu. To je seveda pa tudi bil eden od podciljev projekta, namreč da bi v tistih primerih, ko je potrebno določeno podporo invalidu za zaposlitev na odprtem trgu dela, da seveda sploh vedo, katere storitve so to, kajti zakonska podlaga je tu, da lahko damo pomoč invalidu, lahko damo delodajalcu in seveda celemu širšemu okolju. Dodatno pa v tem enodnevnem seminarju predstavimo tudi primere dobre prakse, s katerimi skušamo dodatno spodbuditi udeležence k aktivnemu izvajanju tega. Se pravi, so to, če rečem tako po domače, samo kadrovnikom namenjeni seminarji ali lahko tudi kdo, recimo, ki ga pač zanima ta problematika, pride? Zdaj, seveda, ciljna skupina prvo so osebe, ki se ukvarjajo s človeškimi viri v podjetjih. Nadalje, seveda, tisti, ki so ozko specializirani samo za invalide, ampak to imajo samo večja podjetja. V vseh drugih pa seveda tisti, ki se ukvarjajo sicer s temi vprašanji, ker je seveda to za nas pomembno, da tisti, ki bi ga ta problematika zanimala, seveda se udeleži seminarja in pač dobi informacije. Kje potekajo ti seminarji? Kako pogosti so? Kje lahko izvedo, torej tudi ti, kje so? Seminarje smo si namenili organizirati v 12 krajih v Sloveniji in sicer nekako smo tu ugotovili, da bi bilo primerno seminarje navezati na sedeže, kjer so regijske gospodarske zbornice. In 12 je tovrstnih sedežev in v teh krajih pravzaprav izvajamo seminarje skupaj z regijskimi gospodarskimi zbornicami. Ja. Jaz bi mogoče še to dodala, te seminarji so odprti delodajalcem, ki zaposlujejo na odprtem trgu. To pomeni, v podjetjih je približno danes zaposleno 30 000 invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih pa 6 000. Tudi vizija je, da bi se invalidi vključevali v čim bolj običajno okolje in zato je tle cilj usposobiti in izobražiti najbolj ta podjetja. Kakšne so v glavnem vprašanja ali pa dileme, ki vam jih postavljajo na seminarju? So to taka čisto preprosta vprašanja, čisto preproste skrbi? No, vprašanja so pravzaprav v smeri, kot smo pravzaprav pričakovali. Gre seveda za to, kakšne so spodbude, na kaj moram biti pozoren, kako pravzaprav lahko samo zaposlitev se izpele, kaj na koncu seveda tudi delodajalec podjetje, ki se za to odloči, ima od tega in kaj seveda pridobi invalid in tako naprej. Zelo konkretna vprašanja. Do sedaj smo seveda s temi konkretnimi vprašanji bili pravzaprav odgovorili vsem tem udeležencem, jaz mislim, da je zadovoljivo in seveda pričakujemo, da tudi v tem obdobju do konca leta še ostalim. Ste si zastavili kakšen cilj, koliko naj bi se povečala zaposlenost invalidov na ta račun, da rečem?
No, mi smo, prvi cilj v projektu je pravzaprav, da povečamo seznanjenost. Namreč mislimo, da smo v tisti fazi, ko je treba to opraviti. V Sloveniji je seveda tudi eno od zelo pomembnih ugotovitev v preteklosti je bila, da pravzaprav ob vseh poplavi informacij ne vemo, kako se lotiti, če se seveda želi invalida zaposliti. No in seznanjenost bomo seveda zanesljivo s tem dosegli večjo, kajti poleg vodnika bo tu ostal seveda tudi mobilna aplikacija, s katero bomo podprli informacije in tako naprej. Pa tudi mi smo za vse udeležence pripravili poseben priročnik, da lahko pravzaprav za vso vsebino tudi kasneje si pomagajo. Tako, no, omenili smo že, da ste letos podelili posebna priznanja delodajalcem, ki so v letu 2014 zaposlovali največ invalidov. Kaj namen tega? Boste to vsako leto podeljevali? Ja, zdaj mi smo seveda ugotovili, da v Sloveniji že skoraj 10 let v zakonu imamo zapisano, da bi lahko to vrstne nagrade bile ena od oblik spodbujanja zaposlovanja invalidov na odprtem trgu. Zato smo seveda ta korak postorili znotraj tega projekta. Ugotovili smo, kateri so največji delodajalci za leto 2014, ki so zaposlovali največ invalidov bili in seveda ta priznanja podelili. S tem smo simbolno, na en simbolen način želeli promovirati priznanja, kajti drugo leto naj bi seveda izpeljali javni natečaj za primere dobre prakse in seveda vsako leto s tem natečajem, s podelitvijo priznanj tudi ozaveščali in seveda seznanjali slovensko javnost. Tako upamo, da bojo čim več teh zaposlovalcev, ne, in da bo projekt zaživel tako, kot ste si ga zastavili. Gospa Bac, za konec morda tudi poziv tako delodajalcem kot samim invalidom, da vendarle skušajo uresničiti to svojo pravico po enakopravnosti. Ja, absolutno. Ne. Recimo zdaj, ko je bila ta podelitev delodajalcem, je bila izvedena tudi okrogla miza, kjer so se pravzaprav prvič srečali delodajalci in pa izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, torej strokovnjakinje, ki iščejo pot do delodajalca za invalide. Ne. In to srečanje je bilo izredno pozitivno. Jaz mislim, da so se eni in drugi veliko naučili, tako da mislim, da so to tudi v prihodnosti pravzaprav dobra praksa. Delodajalci so, ne glede na to, da so bili samo 4, so nam serijo nekih novih zadev, ki bi jih še potrebovali, posredovali, tako da mislim, da bomo v tej poti nadaljevali. Delodajalce pa zdaj vabim, da se udeležijo teh seminarjev, ker mislim, da so jim zelo dobro došli. Tako in verjetno tudi na spletnih straneh ministrstva dobijo vse podatke. Absolutno, pa tudi Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Vabljeni. Facebook. Tako. Hvala lepa vama za tale kratek pogovor in predstavitev in veliko uspehov pri nadaljem delu. Hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Nasvidenje.